Pozdravljeni, dragi gledalci. Pred kratkim smo dosegli končno 1000 naročnikov in ker se vam res zelo zahvaljujem, da ste se naročili na moj kanal, vam moram povedati tudi to, da bomo počasi zaključili našo serijo o drugi svetovni vojni. Naš kanal se je res razvil prav zaradi druge svetovne vojne in ljubiteljev druge svetovne vojne. Naj vam povem, druga svetovna vojna se bo še naprej nadaljevala, ampak se bomo zdaj bolj fokusirali na Japonce in na vojno med Japonci in med Američani. In ne več toliko na Hitlerja, SS-ovce, Wehrmacht, Rdečo armado in tako dalje. Prihajali bodo ven posnetki recimo o tankih, o oklepnikih, letalah in tako naprej. In pa mogoče kakšna zanimiva dejstva o Hitlerju in o nacizmu, ter komunizmu ter ostalih totalitarnih sistemih. No, danes pa bomo spregovorili nekaj o Nuremberških procesih. Nuremberški procesi so eni izmed najpomembnejših poglavij v zgodovini sodstva in mednarodnega prava. Po koncu druge svetovne vojne so zavezniške sile začele obsežno preiskavo in sojenje ključnim članom nacističnega režima, ki so bili odgovorni za vojne zločine, genocid in agresijo. Tehnično gledano so bili ti procesi prvič izvedeni v mestu Nuremberg v Nemčiji, kjer so se srečali glavni voditelji nacističnega režima in odgovarjali za svoja dejanja pred mednarodnim sodiščem. Nuremberški procesi niso bili samo sojenje posameznikov, predstavljali so temelje za razvoj sodobnega mednarodnega prava. To je bilo prvo sodišče, ki je presojalo kazniva dejanja, kot so vojni zločini, zločini proti človeštvu in zločini agresije. V trenutku, ko so bile te zadeve obravnavane, ni bilo mednarodnih zakonov, ki bi natančno določali odgovornost za takšna dejanja, vendar so ti procesi vzpostavili pravne norme, ki jih danes uporabljamo po vsem svetu. Najbolj znan in vplivan del teh procesov je bil sprejem Nuremberškega statuta, ki je postavil osnove za sodbe, ki so postajale temelj za današnje mednarodno kazensko pravo. Sodniki so se soočili z izjemnim izzivom. Preteklost je bila polna zločinov, ki jih ni bilo mogoče preprosto opredeliti z obstoječimi pravnimi normami. A kljub tem težavam so Nuremberški procesi poskrbeli za širši pomislek o tem, kaj pomeni pravna odgovornost v času vojne. Kaj so obtoženi storili? Med obtoženimi so bili najvišji predstavniki režima, vključno z osebnimi svetovalci Adolfa Hitlerja, ministri, vojaškimi poveljniki in celo industrijskimi mogotci. Sojenje je osvetlilo širino in globino nacističnih zločinov, ki so vključevali preganjanje Judov, masovno umiranje nedolžnih civilistov ter druge oblike okrutnosti, ki so zaznamovale zgodovino druge svetovne vojne. Zločini proti miru. Nacisti so bili obtoženi začetka vojne, ki je povzročila nepredstavljivo uničenje in trpljenje. To je bil temeljni element obtožbe, saj je bila vojna sama po sebi obravnavana kot največji zločin, ki je vključeval vse druge zločine. Druga točka. Zločini proti človeštvu. To je obsegal genocid nad Judi, pa tudi druge oblike preganjanja, zasužnjevanja in deportacij, ki so povzročile trpljenje milijonov ljudi. Tretjič. Vojni zločini. To so bile dejanja, kot so umori vojnih ujetnikov, mučenje civilistov in uporaba barbarizmov na bojišču. In četrta točka. Zločini zoper človečnosti. Zločini, ki niso bili omejeni na vojno, ampak zajemali sistematično izkoriščanje ljudi v različnih delih nacističnega režima, vključno z groznimi taborišči in programi prisilnega dela. Kako pa je izgledalo sojenje? Nuremberški procesi so se začeli novembra 1945, kjer so na sojenje prišli voditelji nacističnega režima. Sodniki so morali pretehtati vprašanja, ki so se nanašala na uporabo novih pravnih norm in na vprašanje, ali je mogoče soditi za dejanja, ki v času njihovega dejanja še niso bila opredeljena kot kazniva dejanja. To je bil velik pravni in moralni izziv, saj so mnogi od teh obtožencev izvajali svoje dejanja po ukazu režima in v skladu z njegovimi politikami. Vseeno pa so obtoženi odgovarjali za svoje dejanja kot posamezniki, kar je bila ključna pridobitev teh procesov. Še posebej pomembno je, da so se osredotočali na odgovornost posameznikov, kar je postavilo precedens za prihodnje mednarodne procese, v katerih je vsak posameznik odgovoren za svoje dejanje, ne glede na njegovo vlogo ali položaj v hierarhiji. Med 22 obtoženih jih je bilo 12 obsojenih na smrt, vključno z vrhovnimi nacističnimi voditelji, kot so Hermann Göring, Johann Ribbentrop, Rudolf Hess in drugi.
7 obtoženih je bilo obsojenih na dolgoletne zaporne kazni, medtem ko so 3 obtoženci, Franz von Papen, Himmler Schacht in Hans Frisch, bili oproščeni zaradi pomanjkanja dokazov. Hermann Göring je bil recimo obsojen na smrt z obešanjem, ampak je naredil samomor v zaporu točno en dan pred obešanjem. Nuremberški procesi so postavili temelje za razvoj mednarodnega kazenskega prava, ki danes omogoča, da odgovorne za grozodejstva po vsem svetu preganja mednarodno kazensko sodišče. Z vzpostavitvijo norm, ki obsojajo zločine proti človeštvu in vojna dejanja, so procesi prispevali k večjemu nadzoru nad vojnimi konflikti in ustvarili pravne mehanizme, ki še vedno zagotavljajo, da odgovorni za zločine proti človeštvu ne ostanejo nekaznovani. Čeprav so bili nuremberški procesi pogosto kritizirani zaradi selektivnosti, pa so bili kljub temu neprecenljiv prispevek k razvoju sodobnega mednarodnega prava. Tovrstni pravni okviri so omogočili, da so sodili za grozodejstva, ki so jih storili nacisti, ter so postavili precedens za sojenje vojnih zločincev v prihodnosti, kot recimo Slobodanu Praljaku, Radovanu Karažiču in Ratku Mladiću leta 1995 in 1999 zaradi vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini. Vpliv nuremberškega prava je še vedno prisoten v sodobnih dvoranah širom sveta, saj dajejo upanje, da bo odgovornost in pravičnost vedno zmagala. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.